Medtem ko se polovica prebivalstva ukvarja s vprašanjem, kako se znebiti določenih politikov, se druga polovica ukvarja predvsem s vprašanjem, kako se znebiti svojih otrok. Odločitev, kdaj in kako bo pouk po novem potekal v šolah in vrtcih, bo znana prihodnji teden. Zaenkrat pa vemo vsaj to, da bo za zaščito učiteljev poskrbljeno maksimalno. Za zdaj je jasno le, da otrokom v vrtcu in vzgojiteljem ne bo treba nositi mask razen pri stiku s starši, ki bodo morali podpisati tudi potrdilo, da njihov otrok ni bil v stiku z okuženo osebo in ne kaže nobenih bolezenskih znakov. Učitelji bodo torej primorani masko nositi le ob stiku s starši. Se pravi, če gre vaš otrok prost učitelja za boljšo oceno, učitelj pri tem maske ne potrebuje. Če pa namesto njega pošljete ženo, naj se ona zmeni, pa jo potrebujete oba. Najbolj pereče vprašanje tega tedna pa je vsekakor, kako se bodo na novo realnost pripravili vrtci. Zaenkrat kaže, da ti sploh ne bodo sprejeli vseh otrok. Tisti otroci, kateri imajo domače varstvo oziroma je možno organizirati neko obliko domačega varstva, da ostanejo v domačem okolju in da dobijo prednost tisti otroci, katerih starši morajo na delo in tudi ne delajo od doma. Da bodo nekateri predšolski otroci še naprej ostali doma, je odločitev, ki jo zaenkrat predlaga stroka. Kaj pa predlagajo starši, pa zdaj sprašujem našega korespondenta in predstavnika obupanih staršev Slovenije, oziroma bolje rečeno, obupanega predstavnika staršev Slovenije, Jerneja Celca. Jernej, kako ste starši sprejeli zadnje informacije? Jure, z veseljem sporočam, da smo skupaj z ostalimi sotrpini tistih 15 minut prostega časa, ki ga imamo vsak dan, raje kot za kosilo na stranišču namenili za skupen sestanek, kjer smo sprejeli dva sklepa. Prvi sklep: otroci morajo čim prej vrtec. Drugi sklep: v primeru kakršnekoli nejasnosti, glej prvi sklep. Konec zapisnika. Kot smo lahko slišali, država za tiste, ki delamo od doma, predlaga, da otroci ostanejo z nami. Zato v kratkem pričakujem še, da mi država predlaga, kako naj delam, če so otroci ves čas z mano. Težko je namreč tipkat, če ti manjši ves čas udarja po tipkovnici. Še težje pa je imeti sestanke prek mikrofona, če večji zraven poje, kuža pazi. Najtežje, Jure, najtežje pa je delati te prispevke, ker ves čas, ko jaz zdaj govorim, se ona dva tu lovita po sobi. A lahko nehata, prosim, a ti dela? A ne, pazi, a ti dela? Jure, čau, adijo. A ti dela, malo, a ti dela, halo? Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.